dan. Pravzaprav ni kaj veliko za povedati. Kar je meni izjemno simptomatično, je tudi to, kar je danes povedal predsednik vlade. Se pravi, v Sloveniji smo pred 3 leti spremljali eno največjih degradacij demokracije, pravne države, zaplinjena je bila prestolnica. Za tisto ni v slovenskem pravosodnem sistemu odgovarjal, oziroma v slovenskem političnem sistemu znotraj pravosodja ni odgovarjal nihče. Predsednik vlade je v popolnoma normalnem pravnem postopku. Jaz sem prepričan, da bo on znotraj tega postopka po vseh pravnih normah dokazal svojo nedolžnost. Je pa vsa ta pomp, ki se je okoli tega zgodil, se mi zdi simptomatičen predvsem s tem, da je ta vlada v resnici ne samo zaradi, bom temu rekel, svoje želje ali pa svoje delovnosti, ampak tudi zaradi okoliščin zunanjih in notranjih v tej državi odpirala ogromno število tem. Jaz vam iskreno povem, spremljam politiko od svojega rojstva, toliko različnih tem ali pa toliko različnih državnih podsistemov, kot so se odprli v času te vlade, kot se preizprašujejo v času te vlade in kot se na novo postavljajo v času te vlade v Sloveniji v zadnjih 30 letih ni bilo. In to, kar se dogaja tudi v zadnjih dneh, je zame tudi posledica tega, da uspešno naslavljamo, kot je že kolegica vodja poslanske povedala, v naslednji teden zapiramo v Državnem zboru plačno reformo, da tudi v področju zdravstva drezamo v centre moči, kjer se pretaka ključen del denarja, in zato, ker ta vlada dela dobro in dela za ljudi, ta vlada dela dobro in se tudi take stvari, kot so popolnoma normalni pravni postopki, potencirajo.